Dobro jutro vsem udeležencem 25. andragoškega kolokvija in 3. foruma EPUO, tako smo zapisali v programu, EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih. Naj najprej dešifriram te čisto začetne informacije. Andragoški kolokvij je vsako leto osrednji strokovni dogodek tednov vseživljenjskega učenja. Ti so se v nedeljo po 5 tednih živahnega dogajanja po vsej Sloveniji zaključili. S tem dogodkom pa dajemo še piko na i. In resnično verjamemo, da s tem tudi prispevamo k stroki izobraževanja odraslih, čemur je kolokvij vedno namenjen. EPUO je evropski program za učenje odraslih na temelju te strategije, ki je bila veljavna do leta 2020, ampak se še nadaljuje in prav Slovenija odigrava pomembno vlogo v okviru svojega predsedovanja pri prenovi te strategije. Torej v okviru projekta EPUO pa organiziramo 6 forumov, 2 smo že izpeljali, 3. pa je danes pred nami. Še zanimive teme nas čakajo v prihodnosti, tako da bodite pozorni, kadar zopet tale EPUO zagledate v katerem od svojih vabil na dogodek. Kot sem že prej povedala, preden ste se vsi priklopili, trenutno nas je že preko 100, prosim, izpišite svoje ime in ustanovo, iz katere prihajate, pustite svoje kamere še kratek čas, minuto, 2 prižgane, zato da lahko naredimo ekranske slike in na ta način sestavimo seznam udeležencev. Prosimo, da tudi izklopite mikrofone, kadar ne sodelujete dejavno. In opozarjam, da snemamo in to snemanje je že v teku, upam, da to nikogar ne moti. Dogodek je plod sodelovanja Andragoškega centra Slovenije z platformo Sloga, ki je torej platforma nevladnih organizacij v Sloveniji, deluje pa seveda Sloga tudi mednarodno in odraz tega bo tudi značilnost današnjega dogodka. In pravzaprav 2 govorca sta prišla iz teh logov, če tako rečem, in to sta mednarodna govorca, gospod Rili Lapalainen iz Finske in Chris Milora iz trenutno Filipinov, deluje pa po vsem svetu. In naj vam povem, da sem včeraj zvečer objavila v LinkedInu novico o današnjem dogodku z drsnico in vsem, kar je potrebno, in se tako mimogrede še povezala z govorci današnjega dogodka, med drugim tudi s Chrisom. In v svoji informaciji sem pisala, modrovala pravzaprav o zamahu metuljevega krila, ki lahko povzroči tajfun na nekem drugem koncu sveta. In kaj se je zgodilo danes zjutraj ob 5:20, tako nekako. Prva reč, ki sem jo zagledala na svojem telefonu, je bilo sporočilo Chrisa Milore, da imajo tajfun na Filipinih in da se žal ne more v živo, tako rekoč v živo, vključiti v današnji dogodek, ampak da je poskrbel za posnetek in ta posnetek bomo kasneje v drugem delu, ki ga bo Patricija, moja sodelavka pri snovanju in izvedbi tega dogodka, predvajala. Toliko o trajnosti, o globalizaciji, o metuljevih krilih in tajfunih, ki so na nek način prispodoba tega, kaj lahko vsak od nas kot posameznik, pa potem večje združbe ljudi storimo, zato da na drugem koncu ali pa na našem koncu sveta ne bo tajfun, ampak kaj bolj prijaznega. Prijazen naj bo tudi ta današnji dogodek in za začetek vabim 2 prijazna sogovornika, o tem sem prepričana na podlagi številnih izkušenj, in sicer direktorico Andragoškega centra Slovenije, dr. Natašo Potočnik, in pa Albina Kevca, direktorja Sloge, k uvodnemu pozdravu. Izvolite. Zdaj, najbrž ni bilo vprašanje, kako se bova zmenila. Eno lep pozdrav, eno lepo dobro jutro vsem udeležencem. Prav posebej me veseli, da ste se odzvali v takem številu, ker na ta način, kot je rekla Zvonka, tudi malce presenetljivo celo v tem času, vsi kažemo na to, kako pomembno problematiko bomo z današnjim srečanjem pravzaprav z vseh zornih kotov obravnavali. Spoštovani, spoštovane,
Če se tej temi v resnici ne bo namenjalo dovolj pozornosti in zlasti neformalno, pa tudi seveda formalno izobraževanje odraslih, je tukaj en zelo pomemben faktor, potem kmalu ne bo potrebno več reševati nikakršnih problemov, ker bomo uničili naše okolje in bodo vsi ostali problemi postali minorni. Zato pozdravljam, da je na našem andragoškem kolokviju prav ta tema resnično našla mesto, ki pravzaprav bi moralo skrbeti oziroma bi ga moralo najti tudi v vseh drugih pomembnih dokumentih in strateških papirjih. Ozaveščanje odraslih je pravzaprav izrednega pomena. It is extremely important to raise the awareness. We have to be an important... Ki delujejo na temo trajnostnega razvoja. Kajti, dokler menimo, da je problem trajnostnega razvoja zgolj nerazviti svet, da dokler onesnažujejo velike industrije na vzhodu, se pravzaprav to nas ne dotika, seveda toliko časa bomo imeli s tem velik problem. Zato v resnici lahko nevladne organizacije, in se zahvaljujem, da je pač ta platforma Sloga soorganizator današnjega dogodka, tisti in seveda izobraževanje odraslih, ki lahko na različne načine prihajamo na pot odraslim, jih ozaveščamo o tem, kaj lahko vsak stori zato, da seveda prispevamo k trajnostnemu razvoju in nasploh ustavljanju res kritičnih podnebnih sprememb. In zato ne bo ta premisa, da trajnostni razvoj potrebuje učenje in izobraževanje odraslih in seveda vseh ostalih v resnici v naši zavesti. Vsi se moramo na to temo izobraževati in učiti in seveda je današnji dan priložnost, da se pogovarjamo, kako prilagoditi to učenje, to izobraževanje posameznikom, različnim ciljnim skupinam, ampak res skupnim ciljem. Vsak po svoji poti do tega cilja, ampak samo ta pot je edina možna, zato da pravzaprav rešimo, naj se ne sliši tragično, ampak da pravzaprav rešimo, kar se rešiti da. In zato še enkrat res me veseli, da ste z nami sodelavci, direktorji Sloge in seveda posebej lepo pozdravljam tudi svoje sodelavce, kolege, ki so pripravili ta andragoški kolokvij in nam vsem želim zares eno plodno dopoldne in seveda kar veliko idej, kako naj pri tem ne ostane, kako potem nadaljevati naše delo v tej smeri. Hvala. Hvala lepa. Albin, izvoli. Še mikrofon najbrž. Mikrofon, ja. No, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, sem Albin Kevc, ki prihajam iz platforme Sloga, platforme, ki združuje nevladne organizacije, ki bo na področju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Seveda v trenutku, ko se vsi soočamo z kompleksnostjo sodobnih izzivov, si včasih mislimo, da bomo dobili še dodatno znanje, zato da se lahko soočimo z temi izzivi, ki, kot rečeno, nas pravzaprav nekako izzivajo na način ravno za svojo kompleksnost. Tako o podnebnih spremembah govorimo seveda o fosilnih gorivih, govorimo o potrošništvu, govorimo o sodobni industriji, govorimo o našem načinu življenja, ki nam je omogočil v zadnjih stoletjih na takšen ali drugačen način pravzaprav eno stopnjo blaginje, ki pa seveda ni enakomerno in enakopravno porazdeljena po svetu. Kajti svet se skozi podnebne sooča tudi z velikimi neenakostmi. Od
prihodkov do spoloma do možnosti dostopa do izobraževanja. In ker človeštvo kot tako seveda v svoji zgodovini ne poznamo drugega kot soočenje z izzivi. Nam je narava poslala še en izziv, ki se imenuje COVID-19, kjer bomo lahko pokazali, kaj pa pomeni živeti v sedanji dobi, ko lahko komuniciramo pravzaprav okoli celega sveta v isti sekundi. Edino, kar nam prepreči, je recimo tajfun na Filipinih. Tako da upam, da je Kris dobro in njegovi in da lahko pogledali njegov posnetek. Sporočilo moje v imenu platforme je seveda, da smo na nek način veseli, da imamo danes na razpolago vse te tehnologije, ki nam omogočajo izmenjavo informacij, izmenjavo veščin, učenje med skupini, ki se drugače težko srečamo. Mi, naše nevladne organizacije, ki delujejo v Burundiji, Ugandi in Burkini Faso in še kje drugje, seveda se srečujejo in v slovenski prostor prenašajo veliko izkušenj in naukov o tem, kako se tudi skupnostno tisto sporočilo, ki ga imamo, in ko se pogovarjamo o vseživljenjskem učenju, ko se pogovarjamo o izobraževanju odraslih, zdaj vsi, ki smo na tem Zoomu skupaj v tem digitalnem prostoru, seveda globoko verjamemo v to, da se nikoli ne nehamo učiti in da je treba to sredstva, izkušnje prenašati čim večjemu številu ljudi. Se seveda lahko spomnimo enega velikega afriškega izreka. In to je, če želimo iti hitro, pojdimo sami. Če želimo iti dalje, pojdimo skupaj. In na ta način, ko združujemo veščine, znanja različnih področij na današnjem dogodku, jaz mislim, da je že samo po sebi velik prispevek k temu, da bolje razumemo, kako koncept trajnostnega razvoja v naših skupnostih. In ko sva se tudi z kolegico Patricijo o tem, kaj je tisto, kaj počnemo danes, je zelo preprosto. Mi potrebujemo osebno in skupnostno preobrazbo. In v tem smislu je to moj tudi klic, da dobro prisluhnemo vsemu temu, kar je v današnjem dogodku pripravljeno, zato da bomo lahko potem to vestno in dobro prenesli tudi na druge, ki niso danes z nami. Za konec najlepša zahvala seveda gospe Zvonki, Patriciji, Centru Slovenije za to priložnost, da smo ponovno lahko nekaj ustvarili skupaj, in vsem vam in nam želim dobro izmenjavo in čim več naukov za trajnostno prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa obema za te pozdravne besede, za apele, za nasvete in za povabilo, da gremo naprej skupaj.